Kaj imajo skupnega Gregor Virant, Marjan Podobnik in Aleksander Babiš, razen tega, da so vsi trije moški z imenom in priimkom? Vsi so se družili z Janezom Janšo in kmalu zatem doživeli politični poraz. Pravica, naključje ali le starodavna kletev? Moje ime je Boris Poplava in pridružite se mi na neverjetnem potovanju po sledi skrivnosti, v kateri se po vladnih hodnikih šepeta že od poznih 90-ih. To je zgodba o Janezovem prekletstvu. Skrivnostne skrivnosti. Janezovo prekletstvo. Govorice, ki smo jih morda sprožili mi za potrebe naše oddaje, govorijo o prekletstvu, ki traja že več kot 30 let. O prekletstvu, ki doleti vsakogar, ki se druži z našim premierjem. Njegova zadnja žrtev je bil nihče drug kot avstrijski kancler Sebastian Kurz. Kurz je doživljal bliskovit politični vzpon, bil je najmlajši kancler v zgodovini Avstrije. Njegova pot je vodila samo še navzgor, do tistega usodnega dne, ko sta se z Janezom Janšo srečala na delovnem zajtrku in preživela dan v slovenskih gorah. Že naslednji dan je Sebastian zjutraj na obleki opazil šop izpadlih las. Zvečer, ko je prišel domov, pa je opazil, da je njegov drugače redno prazen nabiralnik do roba poln pošte. Nekaj, kar se v Avstriji ne dogaja, Sebastian je takrat že vedel. Prekletstvu ni več mogel ubežati. Leto dni in 3 srečanja kasneje je prejšnji teden odstopil z mesta predsednika vlade. Njegova podpora je vsak dan nižja in njegova linija las vsak dan višja. Gre pri celi zadevi res zgolj za posledice politične korupcije in normalnega moškega staranja? Ali smo priča Janezovemu prekletstvu? Vi pravite naključje? Mi v naključja, tako kot v preverjanje dejstev, ne verjamemo. Janša se je na začetku poletja zanimal za počitnice na otoku Tenerife in čez nekaj tednov je na sosednjem otoku izbruhnil vulkan. Janez je leta 2015 obiskal Tino Maze na odprtju njenega steakhausa, a še vedno jo vsi poznajo samo kot najboljšo slovensko smučarko. Matej Tonin je pred 2 letoma stopil v Janševo vlado in takoj zatem izgubil zob in padel na skuterorolki. Ali gre res le za usodo, za naključja ali igre narave? A po drugi strani, ali niso le to druga imena za skrivnostne skrivnosti? Nekateri bodo rekli, da ne, ampak oni ne vodijo te oddaje. Moje ime je Boris Poplava in z vami sem delil skrivnosti Janezovega prekletstva. Pa srečno. Lejte, ko boste vi imeli kanal, se bom jaz naročil. Zdaj pa se dejte vi na mojega. Je prav? No, evo, me veseli, da se strinjamo.